Danes smo na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer smo obiskali njenega akademika, pa tudi predsednika, sicer zaslužnega profesorja in bivšega dekana ter prodekana Fakultete za elektrotehniko in v njegovih začetkih tudi študenta te fakultete. Na obisku smo pri dr. Tadeju Bajdu. Gospod Bajd, kakšen je vaš pogled na razvoj elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani od njenih začetkov pa vse do danes? No, prvi začetki elektrike so že pred univerzo in pred Fakulteto za elektrotehniko. Že prej so bile postavljene prve slovenske elektrarne in mogoče bi na tem mestu omenil dve knjigi, ki sta bili izdani v drugi polovici 19. stoletja pri Slovenski matici, ki je bila takrat pač edina znanstvena ustanova. Avtorja sta Simon Šubic in Jurij Šubic. Eden je bil gimnazijski profesor v Budimpešti, drugi pa tukaj na Aškerčevi v Ljubljani. In ena knjiga govori o telegrafiji, druga govori o uporabi elektrike in zanimivi sta predvsem zato, ker je takrat nastajala prva slovenska terminologija. No, seveda na začetku univerze imamo Milana Vidmarja, strani Jakega toka, da tako rečem, in pa profesorja Osano, strani Šibkega toka. Zgodovina elektrotehnike, slovenske elektrotehnike me je zanimala tudi kot dekana in zato sem naredil nekaj, čemur bi lahko rekli zametek muzeja. Najbrž se spomnite, da imamo po nekaterih hodnikih omare in v teh omarah so določene naprave. Tam najdete nekaj naprav v zvezi z radijsko tehniko, profesorja Osane, potem iz 50. let recimo analogni računalnik, ki ga je razvil profesor Bremšak, potem je iz 60. let recimo relejni mehanizmi, ki jih je in naprave, ki jih je razvil profesor Bedjanič, skupaj s tovarno Iskra Tela, ki jo je on ustanovil. Od vseh teh imamo tudi spomenike pred hišo in se jih na ta način še posebej spominjamo. Pa potem iz 70. 80. let vrsta elektronskih stimulatorjev profesorja Vodovnika. Izkoristil bi pravzaprav to priložnost, da smo skupaj in se pogovarjamo. Ta zametek muzeja bi bilo primerno, če bi se razvijal še naprej. Lahko bi se uvrstil med slovenske muzeje kot nekakšna dependansa muzeja v Bistri, namreč skupaj s Tehniškim muzejem v Bistri je tudi nastajal. Mislim, da bi zadoščalo, da bi kakšen mlad študent, ki gre v smeri muzealstva, opravil magisterij na to temo in potem recimo tudi napisal majhen katalog ali pa vsaj zgibanko, ki bi jo lahko obiskovalci dobili pri vratarju in si ogledali potem po fakulteti vse te naprave. Pa še en korak bi se dalo storiti naprej, nič ne bilo narobe po 100 letih, če bi se napisala že knjiga Zgodovina slovenske elektrotehnike, ki bi bila načeloma lahko tudi učbenik in lahko bi se predaval tudi predmet na temo zgodovine. Marsikje po svetu, pa tudi pri nas recimo na medicini, se poučuje predmet o zgodovini področja in to sigurno tudi prispeva k ustvarjalnosti mladih. To so sigurno zanimive ideje in tudi sam jih podpiram. Če pogledamo vse vaše vidike delovanja na fakulteti, kaj ste imeli pri njem najraje in mogoče kaj najmanj? Ja, vidikov je veliko. Začel sem kot študent, pravzaprav sem okrog mature izbiral med matematiko in slovenistiko. Potem pa s kolegom sva po tenisu se pogovarjala in on me je prepričal, da prava stvar je elektrotehnika in to zaradi razvijajočega se računalništva. In takoj sem mu verjel, ker sem toliko poznal situacijo, da sem verjel, da je to res. In res je tudi tako bilo. Med samim študijem smo imeli sicer malo računalniških predmetov, tako da sem se moral sam truditi, da se izobražujem na tem področju. Potem pa sem prišel v skupino, ki se je ukvarjala z biomedicinsko tehniko in tam je bilo veliko zelo dobrih elektronikov. In zdaj sem imel na izbiro, ali da se sam izpopolnjujem še naprej v elektroniki, ki sem jo pravzaprav zelo rad,
ali pa gremo računalništvo. In odločil sem se za računalništvo, ker sem bil pač tam edini, ne. In to računalništvo seveda ni bilo to računalništvo, o katerem se pogovarjamo danes. Tisto moje računalništvo je bilo predvsem, kako priključiti žice na računalnik in pripeljati signale v računalnik. V tistih časih, to so bila zgodnja 70. leta, se je to recimo dalo samo na enem samem računalniku v Sloveniji in ta računalnik je bil na reaktorju v Podgorici. Potem pa seveda tudi veliko je bilo te računalniške simulacije in modeliranja, ki se je takrat razvijalo na edinem računalniku, IBM računalniku na fakulteti. Potem sledi obdobje asistenta. Moram reči, da sem bil rad asistent, ker asistent je človek, ki ima pravi stik z študenti. Asistentstvo niti ni bilo tako lahko. Moj mentor, profesor Kralj, je zahteval, da vsak študent dela sam vajo. To so bile vaje iz elektronskih vezij, da vsak naredi svoje vezje, ga izmeri in naredi poročilo. Od mene kot asistenta je pa to zahtevalo, da sem nabral osciloskope še po drugih laboratorijih, ker nismo imeli v laboratoriju toliko osciloskopov, da bi vsak študent sedel pri svojem. In seveda tudi več ur sem porabil, kot mi jih je tisti urnik odmeril. Študentje so bili toliko ur v laboratoriju, kolikor jim je bilo odmerjeno, jaz pa sem moral biti dalj časa. Vseeno pa imam lepe spomine na čase asistenta. Kot profesor seveda so druge obveznosti, predvsem projekti, mednarodni projekti, industrijski projekti, oboji zahtevajo veliko časa. Vseeno sem se na predavanja zelo dobro pripravljal, ker pa že sprašujete, kaj mi pa ni bilo všeč, so pa to izpiti. Večinoma študenti mislijo, da so oni tisti, ki so reveži, ki so prizadeti tisti dan, pa smo profesorji ravno tako. Ravno tako je za nas to zelo nepriljubljena dejavnost. Iz časov prodekanstva se spomnim, da je bilo, to je bilo še v Jugoslaviji, vendar je imela Fakulteta za elektrotehniko odlično sodelovanje z industrijo, tako da bi lahko rekel, da je bil denar, ki smo ga dobivali od države, od tedanje raziskovalne skupnosti Slovenije, skoraj da zanemarljiv. Skoraj bi fakulteta lahko rekla, kar zadržite ta denar, saj mi iz sodelovanja z industrijo dobimo dovolj za naše življenje. Dekansko obdobje. Za to obdobje je bilo pa značilno, da se je izredno zmanjšal vpis na Fakulteto za elektrotehniko. Nepričakovano. Fakulteta, recimo v mojih časih, to je bil vpis 400 študentov, zmeraj so bili tudi med elektrotehniki najboljši študentje, peščica je šla na matematiko, fiziko, vse drugo je šlo pa na elektrotehniko. Nenadoma pa velika zanimanje za humanistične in družboslovne študije in velik upad. No, takrat pa smo naredili en korak, ki je bil dober, namreč dnevi elektrotehnike, ki vsako leto potekajo v Bistri. In vesel sem, da sem skupaj spet z muzejem Bistro in takrat z njenim direktorjem Orestom Jarhom začel te dneve elektrotehnike. Zanimivo je bilo, da so nas posnemali tudi drugi, tudi strojniki imajo danes dneve strojništva, da ti dnevi še danes tečejo, da se mi je zgodilo, da sem govoril študentom, ki je rekel, da se je prav na teh dnevih odločil za elektrotehniko in to je gotov prijeten občutek. Še morda omenim, ravno zaradi tega, ki ste spraševali, kaj je bilo neprijetno. Neprijetno je bilo tudi delo v habilitacijski komisiji univerze, v bistvu zelo podobno kot izpiti, samo da tam ne ocenjuješ študentov, ampak ocenjuješ svoje kolege in to z celotne univerze v Ljubljani. Delo, to so bile neskončno dolge seje in neskončne kupe materijala smo prenašali na te seje. To so pa tudi malo taki bolj neprijetni spomini. Če mogoče od neprijetnih prideva nazaj k prijetnim, se pravi, ukvarjali ste se s področjem robotike, ki se po Sloveniji vedno bolj razvija, tako razvojno, raziskovalno, kot tudi uporaba v samih podjetjih. Kaj mislite, da bo Slovenija v prihodnje postala še bolj pomembna igralka na področju robotike? Jaz mislim, da je pomembno, da smo začeli s poučevanjem robotike zelo zgodaj.
Prvi profesor na področju robotike je bil profesor Kralj, jaz sem bil takrat njegov asistent in prvi učbenik v Združenih državah je bil izdan leta 1981, mi smo imeli že učbenik leta 1985. Takrat je potekal samo en predmet, ampak stvari so se zelo hitro razvile, ne. Danes je celotna smer posvečena robotiki in tudi imamo vrsto učbenikov in ti učbeniki niso samo napisani v slovenščini, ampak so tudi napisani v angleščini in izdani pri založbi Springer, ki je za robotiko nedvomno najboljša mednarodna založba. In kar je še lepše je, da se da preko spletne strani zlahka videti, v katerih knjižnicah so te knjige in so v zelo veliko knjižnicah in tudi katere univerze, katere fakultete priporočajo naše učbenike svojim študentom. To je gotovo taka pohvala, ki človeku pomeni več pravzaprav kot neke državne nagrade, ki jih od časa do časa dobivamo. Potem je pa seveda še raziskovalna robotika. V tistih časih, so bili časi še Jugoslavije, smo mislili, da bomo proizvajali svoje robote in res smo jih. Skupaj z Iskro kibernetiko smo na fakulteti za elektrotehniko razvili robot Roki, Ro od robot, Ki od kibernetika. Izdelali nekaj, mislim, da je okrog 5 robotov je bilo izdelanih in mislim, da je samo še eden, ki je tudi v muzeju v Bistri in celo delujoč. Morda se pa še kje najde kakšen. Seveda potem je bilo hitro jasno, da mi robotov ne bomo proizvajali in jih ne bomo prodajali, ampak smo šli na razvoj robotskih celic, predvsem celic v montažni industriji, veliko v zvezi s sestavljanjem v elektronski industriji. Zaradi študentov smo nakupili tudi vrsto robotov, takrat smo bili skromni, tako da smo kupovali stare robote, že rabljene robote. No, danes je situacija popolnoma različna. Danes je robotski laboratorij odlično opremljen z najnovejšimi roboti, odlično poučujejo v več smereh. Osrednja tema raziskovanja je rehabilitacijska robotika, kjer dosegajo mednarodne uspehe. In seveda to, da je kvalitetno izobraževanje, je imelo vpliv tudi na industrijo. Veliko naših študentov je v teh majhnih podjetjih, ki uvaja robotiko, ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi. Na koncu koncev tudi odločanje, ali bo Yaskawa pri nas ali ne, tudi tukaj je imela univerzitetno ozadje določen vpliv. In jaz ne dvomim, da Slovenija postaja vse bolj robotska dežela in da še bolj bo. Tudi nedvomno je to izredno čista, pa tudi intelektualno visoka industrija, ki je za tako majhno državo več kot primerna. Pa mogoče še kdaj najdete čas, da obiščete vaše kolege oziroma naslednike v laboratoriju na fakulteti? Žal prav malo. No, razlog je pravzaprav prav ta knjiga, zadnja. Namreč ena od knjig, 5 knjig smo pri Springerju izdali, ena od knjig je bila pa že leta 2010 spoznana za knjigo leta. Ameriška revija Choice, ki izbira najboljše knjige tega leta, je izbrala na tehniki samo 10 knjig, med 10 tudi našo. No in ta knjiga se pravzaprav odlikuje po preprostosti, ne po tem, kako kompleksna matematika je v njej. Skušali smo jo narediti čim bolj preprosto in zato je založba Springer prosila, če napišemo še drugo izdajo. Ta izdaja je bistveno prenovljena, mnoga nova poglavja so. Tudi jaz nisem več prvi avtor je kolega Matjaž Mihelj, ki zdaj predava te predmete. No in prav ta knjiga je bila razlog, da sem večkrat prišel v zadnjem času na fakulteto, ko sva s kolegom debatirala, katera poglavja bomo dodali. 2 poglavji novi sem tudi sam napisal. Pa mogoče bolj kot hec,
povem še eno sodelovanje z laboratorijem, namreč pred leti sem moral na operacijo kolka, se pravi dobil endoprotezo kolčno, in naš laboratorij ima tudi odlično opremo za biomehanska merjenja, torej za merjenja sil in navorov in pa hitrosti, kotov hitrosti in pospeškov v sklepih. Tako da smo naredili 3 eksperimente, vstajanje iz sedečega v stoječi položaj, in sicer sem to pred operacijo, takoj po operaciji in potem še recimo 3 mesece po operaciji. In smo dobili zanimive rezultate in pomembne razlike med kvaliteto vstajanja. Super, zanimivo. Pa mogoče lahko zdaj nadaljujeva pri samem delovanju na akademiji. Se pravi, po Milanu Vidmarju ste šele prvi akademik z področja elektrotehnike, ki je prišel na čelo SAZU. Pa me zanima, v bistvu, kaj ta vaš vodstven položaj pomeni za razvoj same elektrotehnike mogoče, oziroma ali se boste tukaj po vašem delovanju, če se trudite, uveljaviti kakšna spoznanja, ki ste jih tekom vaše kariere pridobili? Ja, akademija je lansko leto praznovala 80-letnico in doslej je bilo samo 11 predsednikov. In z Milanom Vidmarjem sva ne samo elektrotehniška, ampak sploh edina tehnika, ki sva bila predsednika akademije. Akademija je pa tudi ponosna na svojo predhodnico, to je Akademijo Operozorum, ki je bila ustanovljena že leta 1693 in v 17. stoletju so bile ustanovljene najpomembnejše evropske akademije, kot je recimo Leopoldina v Nemčiji, pa Académie Française v Parizu, pa Royal Society v Londonu. No, žal, to je odlično, da smo to akademijo imeli, žal pa ni delovala ves čas in se nočemo postavljati, pravzaprav, da smo stari preko 300 let. Nam je pa pomembno to ime Akademija Operozorum, kar po naše pomeni Akademija delovnih, namreč tudi mi skušamo biti delovni in delovnost je pravzaprav glavno načelo moje kot predsednika. Ta delovnost se kaže v številnih simpozijih, okroglih mizah, predavanjih. Če pogledate našo spletno stran, se boste lahko prepričali, da recimo v letu 2018 skoraj da ni bilo tedna, da ne bi na akademiji potekal nek dogodek. Kaj pa je naloga nacionalnih akademij v 21. stoletju? Naloga je pravzaprav skriva se v angleški kratici SAM, Scientific Advice Mechanism. To se pravi znanstveno svetovanje politiki. In tako svetovanje se najlažje pravzaprav izvede z organizacijo nekega posveta na neko temo, ki pravzaprav še ni neka vroča tema v političnem okolju ali pa v časopisih, ampak taka, ki jo moramo mi pravzaprav zaznati že prej, preden jo zazna politika. Recimo, zdaj veliko govora o sovražnem govoru. Mi smo imeli posvet o sovražnem govoru že pred 2 letoma in pol na akademiji in za božično darilo sem zbornik, knjigo, ki smo jo izdali v zvezi z sovražnim govorom, tudi našim politikom, predsednikom in ministrom poslal. No, seveda, vaše vprašanje gre tudi v smer elektrotehnike, tudi z tega področja delamo posvete. En tak posvet je bil na temo biorobotike, kjer smo izdali tole simpatično knjigo. 2 poglavji sta bile posvečene tudi robotiki v športu. Pred športa sta bila pa veslanje in pa smučanje. Kolegi Štefana so razvili robota, ki zna tudi smučati in voziti slalom. Potem so še drugi posveti, kot je nevarnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca in računalništvo z našega področja. Potem bi omenil posvet v zvezi z poučevanjem tehnike v osnovni šoli. To poučevanje je bilo zmanjšano, bistveno zmanjšano in smo imeli zelo resen posvet, namreč to je zelo važno za nas, ki pridobivamo dijake
na fakulteto za elektrotehniko, v gimnaziji besede tehnika sploh ne slišijo. V osnovnih šolah so pa nekatere krasno opremljene in odlična tehnika, ponekod pa kar učitelji z nekega drugega področja prevzamejo tehniko, ne da se dovolj denarja za poučevanje tehnike, tako da je to problem, ki je važen tudi za nas, za fakulteto, kako pridobivati potem odlične mlade, ki se za tehniko navdušujejo. Seveda mlade imamo v mislih tudi zdaj kot predsednik akademije, ne samo prej kot recimo dekan ali profesor. Tako sem vpeljal na akademiji dan mladih oziroma dan, ko se mladi srečajo z akademiki. Tukaj vabimo predvsem gimnazijce tretjih letnikov, gimnazij in srednjih šol, tudi koroških in iz Furlanije, tudi naše zamejce. In letos bo že tretji tak dan. Prvi je bil na temo krasa, krasoslovje je taka tipična slovenska znanost, drugi na temo slovenskega jezika, tudi digitalizacija in Fran, in pa letošnja bo pa na temo fizike delcev in CERN-a. Tako da mislim, da bo ta tudi še posebej zanimiva. V zvezi z mladimi vsakega 26. decembra, dan po Božiču, pridejo tukaj na obisk Slovenci, ki bodisi študirajo ali pa že raziskujejo v tujini. To je društvo Vtis, 1300 zelo pametnih fantov in deklet, ki so predvsem po celi Evropi, pa tudi v Ameriki in zdaj tudi že v Aziji, in z njimi ohranjamo dober stik, tako da ne smemo govoriti o tem begu možganov, ampak o recimo kroženju možganov. Čeprav opažam, predvsem letos sem to opazil, da to kroženje možganov poteka bolj z industrijo, kot pa z univerzo ali pa inštituti. Se pravi, še zmeraj bi lahko rekel, da se slabo vračajo, ampak če se vračajo, se bolj vračajo v industrijo, naša dobra podjetja, kot pa na univerzo. Razlogov za to ne bova zdaj debatirala. So mnogi, nekatere poznamo, nekatere morda niti ne. Tudi seveda so skrb naši mladi raziskovalci. Pobuda akademije je bila, da vsako generacijo novo sprejme in pozdravi tudi predsednik države. Na ta način še bolj čutijo, da morajo z večjo resnostjo delati potem proti doktoratu. Imamo tudi Vidavovo štipendijo. Vidav je bil profesor matematike. Ne vem, če še danes uporabljate njegove knjige, ampak desetletja so se uporabljale Vidavove knjige pri matematiki 1, 2, 3, 4 in po njem se imenuje štipendija za mlade, predvsem z področja matematike in naravoslovja. Tudi naše mednarodno sodelovanje je usmerjeno k mladim. Imamo posebna sredstva, ki omogočajo potovanja in obiske tistih dežel, kjer imamo mi mednarodne stike z akademijami. In mednarodne stike imamo z okrog 45 akademij in na ta način lahko omogočimo obisk nekemu mlademu, ki želi narediti stik z nekom v tisti deželi. Tako da obe akademiji krijeta stroške. Mogoče kot zanimivost omenim pa sporazum, ki smo ga podpisali nedavno z Kitajsko akademijo. Obiskala nas je obsežna delegacija. Kitajska akademija obsega tudi inštitute, tako da je pod predsednikom Kitajske akademije je okrog 3000 znanstvenikov. Med drugim se ukvarjajo tudi z proizvodno izdelavo satelitov in podarili so nam kopijo satelita. So pa tudi, skupaj z njimi smo pa tudi odprli laboratorij za superračunalništvo na Fakulteti za elektrotehniko.
V zvezi Akademija elektrotehnika lahko menim še, da imamo svet za energetiko, ki dobro deluje in posreduje pametne nasvete našim politikom v zvezi s kočljivimi vprašanji, ki jih dobro poznate. Tudi smo soustanovitelji inštituta Milan Vidmar, tako da naši člani sodelujejo v upravnem odboru tega inštituta in nazadnje še skupaj s profesorjem Kraljem urejava knjigo o profesorju Vodovniku, ki bo išla tudi sedaj v okviru stoletnice Univerze v Ljubljani. Mislim, da bo to knjiga, ki bo zanimiva tudi za mlade, ker to je bil profesor, ki je znal izrazito združevati majhne skupine slovenskih raziskovalcev z različnih področji, tako tehnike kot medicine, in prav tega združevanja je zdaj malo. V slovenskem raziskovalnem okolju se močno čuti razdrobljenost in potrebovali bi res novega profesorja Vodovnika, ki bi združeval te male skupine, večje skupine, ki pa morajo tekmovati proti velikim skupinam v svetu. Ste pa v prejšnjem vprašanju omenili tudi Milana Vidmarja. Zdaj vi ste na fakulteto kot študent prišel nekaj let po njegovi smrti, pa se mogoče spominjate, so ga profesori kaj omenjali oziroma so se ga kako spominjali? Kakšne imate spominje na? Ja, pravzaprav lahko bi se zgodilo, da bi ga videl, lahko bi se zgodilo, da bi me kdo upozoril, poglej, no, tole je pa slavni profesor Vidmar, vendar ga nisem nikoli srečal, nikoli videl. Sem se pa z njim srečal pravzaprav zgodaj kot dijak. Zanimal me šah in sem bral nekatere njegove knjige in se učil otvoritve, ki jih je v tistih knjigah opisoval. Napisal je tudi zanimivo knjigo, ki jo morda v teh času tudi poiščete, ko se pogovarja s svojim sinom o problemih elektrotehnike. To je bila tudi ena knjiga, ki jo je meni na mizo dal moj oče z ciljem, da me že bi usmerjal proti tehniki, pa tudi njegove spomine, ki so zdaj išli, sem z veseljem bral, pa še podobne take knjige tudi o Nikoli Tesli, pa o Mihajlu Pupinu, ki so imeli podobne in še bolj razburljive pravzaprav biografije, kar človeka navdušuje za študij. Potem pa, jaz sem bil šibkotokaš, oziroma takrat se je temu reklo industrijska avtomatika in industrijska elektronika. Tako da se ne spominjam, da bi profesori omenjali Milana Vidmarja, ampak potem sem pa v življenju imel nekoč nalogo, da napišem neke osnove elektrotehnike za medicinsko osebje, za sestre, fizioterapevte, zdravnike. Vsega malo, toku napetosti, naboju, vseh stvari. No, takrat sem pa vzel osnove elektrotehnike od Milana Vidmarja, namreč Milan Vidmar je imel izrazito slikovite prispodobe, električne pojave je primerjal z drugimi fizikalnimi pojavi in to sem izkoristil, ko sem pisal tak tekst za ta namen. No pa prej, ko sem omenil ta muzej, ena od teh vitrin na fakulteti za elektrotehniko je namenjena Milanu Vidmarju. V njej je tudi šah, ki ga je imel na fakulteti, ker on je tudi med fakultetnim delom moral kakšno partijo odigrati, in pa predvsem knjige, ki jih je v velikem številu izdal in tudi pri založbi Springer. Kakšno je pa sicer vaše mnenje o odnosu med profesorji in študenti in mogoče o njihovem spreminjanju, kako je bilo včasih in kako je sedaj? To vas tudi spomnil na en zanimiv detajl, ki ga verjetno malo ljudi ve. Nekoč je bila, zdaj je katedra za robotiko in merjenja, nekoč je bila merilna katedra in tudi posebna merilna smer, ki jo danes ni več. In na tisti je bilo razmeroma malo študentov v tistih časih, v letniku 15, 2 letnika morda 30-40 študentov. In takrat je ravno profesor Vodovnik, ki sem ga tudi omenil, bil predstojnik katedre in je uvedel tako imenovane klobasne večere. Vsak mesec smo se profesorji, asistenti, jaz sem bil takrat asistent, in študentje zbrali na klobasnem večeru, ki je potekal v seminarju v 4. nadstropju, ta seminar še danes obstoja, in se sproščeno pogovarjali, ampak tudi zelo resno o teh
stvareh, kaj študente žuli, kaj bi želeli, da bi bilo drugače, in takrat se je pač za to razmeroma majhno skupino se je marsikaj takega dalo narediti. Ne vem, ali bi to šlo še danes. Danes si predstavljam tak klobasen večer, da bi vsak študent potegnil ven svoj mobilni telefon, gledal v njega, bral tisto, kar ga zanima, in združenja profesorjev, asistentov in študentov ne bi bilo nič. Je pa drugo druženje, ki ima pa dolgo tradicijo, so pa ekskurzije. Zelo koristne iz obeh vidikov, se pravi, da študentje spoznajo elektrotehniko tudi v industriji in v tujini, in davno so se že opravljale ekskurzije v Nemčijo. To so bile konstanta, že preden sem bil jaz študent. Potem vem, da je profesor Kralj vodil ekskurzije v Združene države in zdaj profesor Munih nazadnje ekskurzijo na Japonsko. Take ekskurzije so gotovo tudi pomembna stvar za boljše stike med profesorji in študenti. Sicer pa mislim, da je fakulteta za elektrotehniko nekoč in danes bila razmeroma urejena fakulteta. Jaz se ne spomnim kakšnih silnih problemov, da bi disciplinska komisija je bilo nekaj pač, kar je treba ustanoviti, ne pa zato, da bi imela kakršnokoli delo. V čem so pa po vašem mnenju prednosti in slabosti elektrotehniške izobrazbe in katere so ključne vrline uspešnega inženirja elektrotehnike? Kako vam sploh pride na misel slabosti? Slabosti ni, samo prednosti so. Prednost je po mojem velika širina. Vse te smeri, ki jih imamo, ta študij omogoča veliko širino in ta širina je danes potrebna, ker se ne ve v bistvu, na katerem področju boš deloval. Danes zamenjaš več podjetij, več inštitucij, pa tudi če si v enem samem podjetju zamenjaš področja. Jaz se spominjam, da mi smo imeli 3 zelo težke predmete. To je bila teorija valovanja, teorija polja in pa elektronika. Predavali so teorijo polja profesor Železnov, teorijo valovanja profesor Gruden in profesor Lasič elektroniko. To so bili celoletni predmeti, vsi predmeti so imeli tudi knjige, kar je bilo v naših časih redkost, ni bila knjiga pri vsakem predmetu. In ko si te 3 celoletne predmete končal, si bil v bistvu inženir, čeprav si imel pred sabo še cel četrtletnik z kakšnimi 15 predmeti, ampak ko si mu to za sabo. In če tako gledam nazaj, glede na to, da sta bili moji 2 področji, biomedicinska tehnika in robotika, pravzaprav od njih nisem imel veliko, ne? Ker teorija polja, recimo rotorji divergence, v življenju rotor divergenca mi ni bilo treba napisati. Elektroniko jasno, da sem uporabljal. Ampak v bistvu sem se pri teh predmetih naučil učiti, kar je po mojem zelo važno na univerzi, da se sam naučiš neko področje spoznati in da potem, ko prideš nekam v okolje, kjer moraš delati, da se tudi hitro tega naučiš. In naučil sem se nekega inženirskega razmišljanja. In tudi mislim, da danes, če nekdo študira robotiko, sploh ni potrebno, da gre potem v robotiko. Tudi če bo delal neke naprave, ne vem, za usmerjeno obsevanje tumorjev, tudi tam je potrebno podobno geometrijsko razmišljanje, ki mu bo lahko koristilo. Tako da mislim, da ravno ta širina, ki jo daje fakulteta za elektrotehniko, je naša prednost, ki je očitna, saj je ta poklic iskan. Kako pa se vam zdi pomembno to, da fakulteta pripravi študente na delo z industrijo in da jih navduši za raziskovanje? Ja, to sta 2 vprašanji, ne? Če spet, ker me večkrat sprašujete po preteklosti, v mojem času smo imeli še obvezne prakse. Spominjam se, da sem opravljal eno izmed praks v televizijski hiši. Takrat sem imel odličen elektronski laboratorij tam in imel sem nalogo, da razvijem nek merilnik, ampak ne samo tisti merilnik, ta merilnik je deloval v
tem avtomobilu, ki ga imajo televizijci, in tam se je temperatura razvila poleti na 43 stopinj Celzija. To številka mi je ostala v spominu. Kaj je merilnik meril, pa se ne spomnim več. Ampak moja naloga je bila temperaturna kompenzacija in vem, da sem potem šel v tehnično knjižnico in si več kot pol metra knjig prinesel, iz teh knjig preštudiral natančno, kaj je temperaturna kompenzacija, se potem tega lotil in z velikim veseljem to rešil. Tako da imam v lepem spominu to prakso. Te prakse ni več, vendar pa nimam najmanjšega dvoma, da fakulteta ne izobražuje ustrezno. Večkrat imam veselje in skoraj bi rekel, da je to eno izmed mojih največjih veselj, da obiščem dobra, kvalitetna, visokotehnološka podjetja, majhna ali srednje velika podjetja. Večkrat so to tudi moji študentje, ki jih vodijo. No, in zmeraj slišim pohvalne besede o naših diplomantih. Tako da o tem sploh ne dvomim. Druga stvar je pa raziskovanje, ampak to je pa problem, ki je na prvi pogled problem pravzaprav plače. Namreč dohodki so bistveno višji v teh manjših podjetjih, kot so na fakulteti. Na univerzih se zmeraj vlada uravnilovka, ne bo to uravnilovka za stare ali za mlade. Nek profesor, ki pripelje vrsto projektov mednarodnih ali pa industrijskih projektov v hišo, ima morda komaj kanček večjo plačo od profesorja, ki samo odpredava tiste svoje ure, ki jih vidite na urniku. To velja potem tudi naprej za nagrajevanje mladih, ki recimo eden naredi veliko na projektu, eden pa samo opravi tisto delo na obveznih vajah. Jaz mislim, da to uravnilovko bo potrebno čim prej odpraviti in na ta način te stvari urediti. Namreč vem, da zdaj sem sicer že upokojen, ampak toliko sem v stiku z mojimi nasledniki, mojimi mladimi, da vem, da zelo težko dobijo sploh mladega inženirja na fakulteto. Slabost je tudi v tem, da so problemi v malih podjetjih zelo zanimivi. Tudi nekoč je bila ta razlika, si vedel, da boš na univerzi ali pa jaz sem začel na inštitutu Jožef Štefan, da boš delal tam zanimivejše probleme, kot recimo pri meni je bila samo Iskra, ampak Isker je bilo ogromno. Da boš v bistvu, tam boš kot inženir samo en delček nečesa delal, medtem ko na univerzi boš imel pa večje možnosti, da nekaj razviješ. Zdaj pa se je ta razlika tudi znižala. Tudi v podjetju lahko delaš nekaj takega, kar bi lahko delal na univerzi. Tudi nekaj absolutno novega, ki ima veliko veljavo tudi v znanstvenem svetu, ne samo, da bo nekdo kupil na koncu, kar je pa za podjetje najpomembnejše. Lahko mogoče namenite nekaj besed dijakom oziroma bodočim študentom, ki bi jih morda zanimala elektrotehnika? Omenila sva že to širino, ki jo nudi Fakulteta za elektrotehniko. Omenila sva, da je to iskan poklic, tako da ga vsekakor priporočam dijakom naših gimnazij in srednjih šol, še posebej pa dijakinjam. Nikoli nisem mogel razumeti, zakaj ne prihajajo v večjem številu na Fakulteto za elektrotehniko. Ali se še vedno bojijo, da bodo morale plezati po daljnovodih in se stiskati v transformatorjih. Ta poklic se mi zdi tudi za dekleta več kot primeren. Priliko sem imel srečati več izredno nadarjenih, odličnih študentk. Škoda je samo, da jih ni še več. Tudi študentom seveda priporočam ta študij, predvsem, da ga delajo z veseljem, ne da je to breme, ampak da je prihajanje na fakulteto v odlično opremljene laboratorije veselje. Pa tudi tistim, ki so diplomirali, morda priporočam, da ostajajo v stiku z univerzo, z fakulteto, ker mislim, da
mora ta mala podjetja, o katerih se je govorila, in univerza mora ta isti ritem ubrati v bodoče in živeti z podobnimi cilji, ki sedaj niso še. Ob koncu bi vas pa še vprašal, kakšne so po vašem mnenju izzivi Fakultete za elektrotehniko v prihodnjih letih in mogoče, če bi si upali napovedati, kaj lahko pričakujemo v naslednjih 100 letih? Za 100 let si pa res ne upam. Večino tega sva že povedala. Pridobiti odlične mlade profesorje, brez tega ne bo šlo. To mora spoznati tudi naša industrija. Naša industrija je zelo vesela inženirjev, diplomantov, ampak če fakulteta ne bo dobivala odličnih mladih, novih, potem fakulteta ne bo več dobra in tudi industrija ne bo dobila novih kadrov. V tem smislu bi bilo mogoče tudi še enkrat premisliti naše habilitacijske pogoje. Ali niso habilitacijski pogoji vendarle preveč usmerjeni v objavljanje v tujih revijah, pa tudi če tisti članek ne bo vodil do neke naprave ali do česarkoli, samo da si pridobiš tiste točke, ali ne bi bili tudi habilitacijski pogoji taki, da bi spodbujali sodelovanje z temi odličnimi majhnimi in srednje velikimi visokotehnološkimi podjetji. Morda je tudi za bodočnost pomembna večja internacionalizacija fakultete, več študentov, ne samo Erasmus študentje, ne samo študenti iz bivše Jugoslavije, tudi druge študente bi fakulteta za elektrotehniko svojo kvaliteto lahko pridobila. Ena stvar, o kateri včasih morda razmišljam, je pa tehnologija. Tehnologija je pravzaprav na fakulteti razmeroma šibka. Nekoč smo imeli v prvem letniku predmet, v prvem semestru mehanska tehnologija, v drugem elektrotehnologija. Takšnih predmetov ni več. Danes vemo, da se razvijajo baterije, bodisi baterije tiste, ki bodo shranjevale energijo od vetrnih elektrarn, bodisi tiste, ki so v avtomobilih, bodisi tiste, ki so v telefonih, ampak baterija recimo pri nas ne nastopa. Nekoliko tehnologije je ravno v zvezi z fotovoltaiko. Po drugi strani so pa, če mednarodno znanost gledam, ravno novi materiali, to je taka beseda, ki največ vleče in kjer tudi največ novih stvari se dogaja. In pa nekaj, kar imajo v Evropi veliko vrednost, so ti novi evropski ERC projekti, predvsem imam tu v mislih ERC projekte za mlade. To je nekaj takega, kar je recimo največja nagrada za raziskovalca, ki je na višku svojih moči, in vesel bi bil, če bi Fakulteta za elektrotehniko v bližnji bodočnosti prijela tudi kakšen ERC projekt. Najlepše se vam zahvaljujem za pogovor in vam želim vse dobro še naprej.